Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o pozitivni energiji. Mislim, da se vsakmu, ampak res vsakmu nekaj dogaja. Tisti, ki lepo tlači svoja čustva, tisti meče ven bolezni, tisti, ki se učimo preko drugih stvari, pa tudi kakšen odnos. No in danes bomo karte, prehod v novo dobo, Oshutove karte, pa še tele karte, Zen tarot. Bomo šli pogledati, kaj nam stvarstvo sporoča. Se pravi, jaz verjamem v to, da tale video ti je namenjen, da z nekim razlogom si prišla do tega videa in sem prepričana, da sporočila na nek način je tisto, kar potrebuješ ta trenutek za tvoj napredek, za bolj mirno energijo, da lažje greš naprej. Dajmo pogledati, kaj je tisto, kar tele skupini duš sporoča stvarstvo. Da vidimo, kaj je pomembno zate, da ozavestiš, da veš, kaj je tisto. No, da vidimo. Prvo sporočilo je prišlo, intuicija, jasnost, ti veš, ti poznaš resnico. Zdaj pa, koliko jo želiš slišati sama sebe, a se poslušaš, ali si mogoče tisto, joj, moja domišljija, joj, se mi dogaja. Tisti notranji občutek, ki ga imaš, ki enostavno ga imaš, veš, kaj ti govori. Zdaj poslušaj naprej. Ko se ne znaš odločiti, te zadržuje strah. Se pravi, je pomembno, da greš pogledati, česa te je strah. Strah spremembe, strah govoriti resnico, strah, da boš svojo resnico nekoga prizadela, strah, da bo nekdo rekel, da nisi dovolj dobra, pridna, ne vem kaj še vse, popolna. Pač strah. Jaz zase vem, katere strahove sem imela. Recimo, jaz sem se bala agresije drugih ljudi. In seveda sem vse naredila, da sem zgladila vse okrog sebe, da ja ne bi nekomu stopila ali pritisnila na neko tipko, da bi lahko odreagiral. In to je bil moj strah, ker sem se bala, da nekdo povzdigne glas ali pa da nekdo reče karkoli slabega, ker bi me že stresalo. Strah je kot virus. Takrat dovoljuješ, da ljudje okuženi s strahom manipulirajo s teboj. Jasno ti je, kaj je dobro za tebe. Jasnost ti pomaga do čiste resnice. Ti veš in se zavedaš, kako delovati. In vedi, da v tem tvojem zavedanju je tvoja moč. Se pravi, tvoja intuicija ti govori. Zdaj pa naslednja stvar, a jo želiš sploh slišati. No, dajmo naprej pogledati. To je prvo sporočilo. Bolj poslušaj svojo intuicijo, svoj notranji glas. Zdaj, če se nič ne slišiš, bi bil pa mogoče čas, da se manj umiriš, da lahko sploh slišiš svojo intuicijo. In zdaj naprej. Pozornost. Kam gre tvoja pozornost? A gre pozornost v to, kar si želiš, ali tja, kjer so problemi? In potem tisti notranji glas, v tujini imajo celo izraz in reče se temu izrazu ruminacija. Se pravi, potreba potem, da premlevaš boleče spomine. Ko ti je nekdo nekaj rekel, ko je nekdo nekaj naredil, to je tako kot za avtocesto v tvojih možganih. Vedno znova pridejo misli na tisti boleč dogodek. Zdaj pa pet pogledati, kaj je zadaj za tem bolečim želodcem. Ja? Mogoče te boli želodec. Za tem bolečim dogodkom. Katero čustvo je zadaj? Ker to čustvo je povezano s tem, da mogoče te boli želodec, ali pa da se vedno znova vračaš na to isto težavo. No, zdaj pa dajmo pogledati. 17 je ta karta, zanimiv, osmica je pa neskončnost. Kam gre ta trenutek tvoja pozornost? Vse, kar delaš in razmišljaš, vse, čemur namenjaš svojo pozornost, se veča. Pozornost je tako kot usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjaj v napredek in harmonične odnose. Vse, česar si želiš več, blagoslavljaj in vse, kar naj odide, blagoslavljaj. Zdaj pa kako to narediš? Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Še ena stvar. Mi v konfliktih z drugimi ljudmi spuščamo svojo moč, izgubljamo svojo moč. Se pravi, če imaš kakršenkoli boleč dogodek ta trenutek,
kakšen boleč odnos, da nekdo pač kakorkoli, da ne grejo energije tako, kot bi morale. Pomeni, da ti enostavno lahko rečeš, vse moje energije naj se vrnejo nazaj k meni, v vseh smerih časa in prostora. Pač nehaj izgubljati energijo za ljudi, ki niso na isti vibraciji kot ti. In tukaj ne govorim, da si vzvišena, da si več, da si nekdo, ampak ljudje smo na različnih frekvencah. Tako kot temperatura, termostat. In nekdo, če ima svoj termostat na -5, glej, in če te zmerom zebe zaradi tega odnosa, pač rabiš biti v hladilnici. A ni boljš, da rečeš, jaz pa grem na sonce in se pogrejem s pozitivno energijo. Pač dovolj sebi, da greš naprej, ampak predvsem v možganih, da to prekineš, to zasvojenost. Se pravi, zdaj pa naprej poglej, mišični test naredi. Moram reševati koga? Svojo mamo, svojega očeta, svojega otroka, svojega nadrejenega, svojega moža. Moram nekoga rešiti. In zdaj bom jaz rešila vse, ki so ranjeni, in bom jaz tista, ki sem odrešiteljica sveta. Ne gre se za to. Gre se za to, da ti edino stvar, kar lahko nadzoruješ, so tvoji možgani, tvoje čustvovanje, tok tvojih misli. In če nekdo ne želi napredovati, v redu je. Spustiš. Vem, da je težko, ampak spustiš. Ker če je nekdo odrasla oseba, ti nisi več odgovorna za to osebo. Pač tako je. Nisi odgovorna. Poklič nazaj svojo izgubljeno moč in boš videla. Tvoja izgubljena moč je tista, ki ti vrača tisto moč, da greš naprej. Ja, življenje ti nudi lekcije, ampak lahko greš s tokom življenja. Stopi naprej. No, dajmo še to prebrati. Karta 81, to je pa po numerologiji 9. Imaš izbiro. To pomeni, da je konec nekega cikla. Lahko se zapletaš v drame življenja ali pa preprosto rečeš, tako pa če, in se nasmihneš. Ne dovoljuj, da ti energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamir. To je njihova drama. Tudi ko te želijo potegniti v svojo zgodbo, bodi mirna. Blagoslavljaj jih z ljubeznijo in sebi dovoli, da greš lahkotno naprej. Dovoli, da je tvoj svet miren. No, gremo naprej. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Ali pa lahko si ponavljaš tako. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in dovoljujem sebi, da moj svet postane miren. Ker določeni ljudje so v našem življenju za celo življenje. In je tako v redu, kot so starši, kot so otroci. Ne bojo odšli iz našega življenja. Ampak sebi dovoljujem, da se moj svet napolni z mirno energijo. No, da vidimo naprej. Naslednje sporočilo pa je delovanje, gibanje. Gibanje ti veča energijo. Zato, ker se imaš rada in se ceniš, se sprav v pogon. Sprav se naprej, naredi nekaj na fizični ravni. Ne vem, napiš tisto pismo, povej ljudem, pejt se zmigat, pejt, ne vem, v gozd pa skrič to bolečino ven. Naredi nekaj, delovanje. Karta je sicer gibanje, ampak gre se za to, delovanje je povezano s tem, da spraviš vse to, kar je čas, da gre naprej, da spraviš to naprej. Sebi dovoljuj, da skrbiš za svoje dobro počutje. Zavedaj se, da tvoje telo je ustvarjeno za gibanje, za delovanje. Tvoje telo potrebuje delovanje, da je pretočno, da si v stiku sama s seboj. To je tvoj način meditacije. Bodi vesela, da živiš. Se pravi, že to, da lahko nekaj narediš, je tako, aleluja, bravo, to je to. Že to, da lahko nekaj narediš, ampak za sebe, ne za druge. Za sebe, da se boš ti boljš počutila. Nekaj naredi v tej smeri, da boš ti rekla, wow, dober je, rada se imam,
je ful dober. Sebe, ne? Sebi da tisto, kar mogoče pričakuješ od drugih, da ti bojo dali. In to je modrost. Modrost tvoje duše. Tvoje srce je vedno bolj čisto in zato lahko sprejema večno modrost. Šamanka, modra ženska, boginja na zemlji. Jaz imam kurjo pot, ko vam tole govorim, in mogoče se premalo zavedaš, da sploh ženska, ko pride v obdobje mene, ko ni več v rodnem obdobju, se v bistvu začne potencirati njena modrost, modrost njene duše in je namenjena za nekaj več. Ni, da postaješ stara. To je tvoja odločitev. To je tvoja odločitev. Čas je, da sprejmeš svoje telo, da sprejmeš tudi kakšno svojo oblino, da tudi sprejmeš, ne vem, ker pač telo se spreminja. Ne moš reči, če si pa 20 letih imela 54 kil, zdaj jih imaš, ne vem, 45, pa jih nimaš več in se ves fokus daš na teh 54 kil. Sprejmi, da si čudovita, taka kot si. Ne? In ko ženska sprejme to, je v osnovi boginja tukaj na zemlji in da je vse prav. Ko sprejme vsak delček svojega telesa, se vse spremeni. In globoko v sebi se zavedaj skrivnosti življenja. Ko prosiš za modrost, si hkrati blagoslovljena z ljubeznijo, obiljem in mirom. Tvoja duša pozna vse odgovore. No. Take in podobne pozitivne afirmacije sem dala tudi v knjigo, ko imajo duše žur, pa v knjigo, ko imajo čakre žur. Tako da tele karte, prehod v novo dobo, bom pa, zdaj imam v zaključevanju to knjigo, nova knjiga, ko hrana zdravi dušo in telo, ta bo išla septembra. Potem bom pa te karte naredila, da bo v bistvu celo sporočilo na karti. Nisem še tam, ampak bo pa to do novega leta, bom te karte naredila, ker čutim tako. Še eno sporočilo za tebe. Napredek. Tvoje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. Čas je za napredek. Se pravi, zdaj če povzamem vse skupaj, tvoja intuicija ti govori, kje moraš iti naprej. Ja, zatikaš se v ene drame življenja, ki sploh mogoče niso tvoje, niti niso to pomembne. In življenje te hoče podpreti pri tvojem napredku. Zavedaj se, da si povezana z večnim virom. Božansko bogastvo kroži v tvojem življenju. Dovoljuj in sprejmi, da ga je vedno več, kot ga potrebuješ. Vsak dan in vsako noč napreduješ ter se razvijaš duhovno in na vseh področjih. In zavedaj se, da stvarnik ti želi dati čudovito božje nadomestilo za vse to, kar ti daješ. Dajmo pogledati še nekaj telih kart. Za tole dušico, ki gleda tale video, ki posluša, kaj ti sporoča stvarstvo, kaj je zanjo pomembno. Pet naprej, iz hipa v hip. Čakate uspeh, proslavljanje. Čakate absolutno, tako kot bi stopila na svet. Juhej, mogoče je tole, kar zdaj predeluješ, ključna lekcija ali pa kot pika na i pri vseh lekcijah, ki si jih zdaj dala skozi, kot pika na i, da te lahko življenje ponese naprej. Kot nek končni izpit. Ali boš pogrnila na tem končnem izpitu, ali pa boš naredila. In lahko greš naprej. Ne vem, kaj se ti ta trenutek dogaja, ampak ta tvoje obdobje puščavnika, ko si lizala svoje rane, se zaključuje, se že topi in to si pa ti. Ta boginja obilja, ki ima vsega dovolj, ki samo toliko ima vsega, da lahko daje, povezava z drugimi ženskami, proslavljanje uspeha, nova vizija, izstreliti te bo naprej, pač razumevanje, ta tvoja kletka ne obstaja več. To je bilo pomembno za tvoj duhovni razvoj. Potrebovala si točno to in greš naprej, poglej ti to.
svet, internet, ne vem, kam te življenje hoče popeljati, ampak 100% sporočilo je, to, kar se ti zdaj dogaja, je neka lekcija, ki jo tvoja duša rabila, zato da boš svoj fokus preusmerila tja, kamor želiš, ne pa spet v tiste drame, ki se vrtijo že leta. Pač enostavno blagoslovi in sebi dovolj, da greš naprej. No, in zdaj kaj te čaka? Ja, pač svet zanimiv. Novo potovanje, nov začetek. Nov začetek. Proslavljanje, uspeh, ja, sodelovanje, ja, ustvarjalna energija, dovolj denarja, ženska energija, pogumne akcije, pa zanimiv čaša ljubezni, pač krčeš. Tako, to je branje za danes, za tebe, ki poslušaš tale video, ne se bat, samo kjer je ključno. Poslušaj svojo intuicijo in pozorno zdaj tja, kamor ti želiš priti. Samo preusmeri od dram, ki se vrtijo že leta in leta. In ko boš rekla dovolj, sebi dovoljš, odpreš pot naprej in potem te tudi vesolje lahko nagradi z vsem, kar ti želi dati. Tako da uživaj in dovolj, da te vesolje obdari z vsem, kar ti pripada. Vse dobro ti želim.